Dobrodošli v Šokestu. Moje ime je Petra Kalan in to je edini slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Danes sem zelo vesela, da je v moji družbi legenda slovenske narodno-zabavne in zabavne glasbe, človek, brez katerega ne mine december slehernega Slovenca. Z mano je Alfi Nipič. Lepo pozdravljeni. Enako tudi jaz lepo pozdravljam. Povejte, kako ste, kaj verjetno so to najbolj delovni dnevi v letu, decembrski dnevi? To že desetletja čutim. November in december sta bila vedno 2 meseca, ki se je veliko več delalo. Ali se je pripravljalo razne oddaje, ali razni intervjuji, razni razgovori, mogoče tudi več prireditev v teh 2 mesecih, ampak vse fokusirano v smeri Božiča. Prej, pred davnimi leti ne, toliko ne. Takrat je bilo v smeri, takrat ni bil Božiček, ampak je bil pa Dedek Mraz, ne. Kar je pa zdaj obojno, za otroka vsekakor simpatično, ker to sta 2 figuri, ki razveseljujeta naše najmlajše. Kot sem pa omenil, je bilo to v teh 2 mesecih nekako vse obarvano, praznično. Tako da že pri meni doma se spomnim, da smo takrat imeli že začetku decembra vse nekako obarvano, tako kot verjetno zdaj tudi opažujemo v širši naši domovini, da je to zdaj, mislim, malo drugače kot prej, ne, je že tudi vse izložbe so okrašene, domovi so okrašeni, mislim, tako da, ko priješ domov ali pa ko se po mestu sprehajaš, tisti navdih v tem mestu, da je precej drugače kot čez celo leto. Zdaj, vaša kariera je res bogata, dolga, že več kot 60 let nastopate, 62, ne? 62 let, ja. Koliko božičev in novih letov ste sploh preživeli doma z družino? To me zdaj veliko vprašujejo razni v takih trenutkih, ko smo videli danes, ne? In sem potem računal, da sem bil 58 let vsako leto na odru, potem 2 leti zaradi česa vemo, zaradi korone, ne? In mogoče še 2 leti, ker sem bil takrat, 2-krat sem prepeval v Chicagu, v največjem slovenskem klubu Slovencev in to lahko rečem, 4 leta res nisem prepeval na odrih v Sloveniji, torej 2 leti v Ameriki, pri naših Slovencih v Ameriki in pa 2 leti zaradi korone, kot sem omenil. Kako pa je vse to spremljala, dojemala vaša žena? Je bila velikokrat z vami po nastopih, da sta bila vsaj potem po nastopu skupaj? Ja, jaz sem bil 8-krat v Ameriki in Kanadi, 2-krat v Avstraliji in pa zdaj si neki 20 let po Evropi. Bila je po Evropi veliko z menoj, takrat, ko so bili počitnice, ko sta tudi za sinom šla z mano na turnejo. Bila je pa 2-krat v Ameriki in 1-krat v Avstraliji. Tako da je bilo to mogoče malo manj naporno takrat. Bilo je pa velikokrat, ker vemo, da je glasba največkrat ne v ponedeljek, torek in sredo, ampak ob koncu tedna in pa seveda ob praznikih. No in za te praznike sem marsikdaj preživel veliko ur v kakšnem hotelu, ko sem čakal zvečer na nastop. In pa takrat, če je bilo to obdobje malo daljše, sem si velikokrat želel, da bi pa mogoče bil skoraj rajši doma, ne. In po enem določenem času sem celo razmišljal, da bi opustil vandranje daleč stran od doma. Ampak potem pride spet do takega trenutka, ko rečeš, ja, če pa to brez tega ne gre, moram pa po istem načinu spet nadaljevati, ne. Je sploh bila druga opcija, kaj bi počeli v življenju, če ne bi bili glasbenik? Ja, jaz sem po poklicu sem tekstilni tehnik, vpisal sem se tudi potem v višjo, ker sem uspel študirati, ampak ker sem jaz vzporedno z tekstilno tehnično obiskoval tudi glasbeno šolo, sem bil takrat nekako že usmerjen v smer resne glasbe, kar je pa po nekaj letih moja profesorica, ki je bila tudi operna pevka, gospa Končičeva, nekako vedela, da me bo bolj potegnila tista smer, ki gre v zabavno glasbo, kot pa v resno glasbo. In kaj jaz vem, jaz sem potem se res odločil, da prepevam bolj v drugi smeri, kot je resna glasba.
In moram pa reči, da sem še danes hvaležen za vse, kar me je naučila. Od tehnike pri prepevanju, razne, ki si lahko veliko pomagaš, tako da mi je tista leta glasbene šole, ki sem jo vzporedno obiskoval za tehnično, veliko pomagala to, kar lahko zdaj koristim. Torej, kako pa se spominjate teh vaših glasbenih začetkov? Je bilo težko prodreti na odre, dobiti nastope? No, vsekakor so bili v tistih letih začetki povsem drugačni, kot so zdaj. Takrat je bila, na primer, ena varianta, da so imeli audicije za snemanja, ne? In potem so bili tudi takšne vdaje, na primer, kot so zdaj Talent, ali pa so bili takrat Pokaži, kaj znaš, ali pa razni načini, kjer so iskali glasbenike, torej tudi glasbenike, ne samo vokaliste, ne? In potem tisti prvi stik z studijem. Studio je bil samo eden, to je bil Studio 14, Radio Ljubljana, in takrat, da si ti snemal nekaj v Studio 14, je pa bil veliko priznanje. In jaz vem, da sem enkrat najprej v živo prepeval v Tivoliju, v parku Tivoli. Takratni dirigent je bil gospod Adamič, Bojan Adamič, in on mi je obljubil, da bi bo enkrat povabil v studio, da bomo nekaj posneli. Ampak sem imel potem priliko, da sem prvo skladbo, ki sem jo posnel, sem pa posnel skladbico Jožeta Privška, takratnega že tudi mojstra, ko vemo, da je on končal Hart v Ameriki, to je glasbena akademija, in mi je napisal pesem Dajte mi dan. In to bi še vedno spominjal, dajte mi dan, dajte mi priložnost, ne, ki se nekako mogoče tudi malce pokrivala z mojimi željami, ne. Sem potem res ta dan dobil. Posnel sem tudi v Portorožu prvi video posnetek. In to prvi video posnetek ravno od te pesmi Dajte mi dan. Vedno sem se sprehajal po plaži, pa potem po nekih terasah v Portorožu. In to je bil moj prvi video posnetek, takrat posnet televizijsko, mislim, je pa bilo spet nekaj, res nekaj posebnega. Danes je to veliko lažje, danes se to snema na razne načine in veliko lažje kot takrat. Kdaj pa ste mogoče začutili, da vam uspeva v glasbi, da je to res tista strast, da bi to počeli celo življenje? Kdaj je bil kakšen tak trenutek, ko ste rekli, ja, to je to? No, jaz sem, meni se zdi, 6 ali 7 let dobil vedno prvo nagrado publike na popevki Vesele jeseni. To je bil festival narečnih popevk, ker sem bil Mariborčan. Me je našel takrat zelo aktiven glasbenik Berti Rodošek, in jaz sem takrat 4 ali 5 let prepeval samo njegove, pa še tudi druge. Ampak sem imel izredno srečo, da sem nekaj s podporo publike dobil 6 ali 7 let prvo nagrado publike. Ne, lahko rečem, da to imel tisti moj zreli začetek, da sem jaz začel zahajati v Ljubljano in v Ljubljani snemati vse te skladbice, ki smo je na tem festivalu mi takrat prepevali. In kar nekaj je teh pevcev je bilo, ki so prepevali tudi na popevke Vesele jeseni, tako da so tudi ti hodili iz štajerskega konca v Ljubljano v Studio 14, kot sem že prej omenil, to je bil edini tonski studio, ki se je kaj posnelo. In tam sem posnel tudi med drugim, lahko rečem, eden od mojih evergreenov, ne. Jaz sem tudi kot svoj evergreen napisal sem pesem Poljan je dom prelepih dni, ki mi bo tudi vedno ostala v spominu, ker sem ta tekst napisal v spomin svojim staršem, ne. In še nekaj takih je, med drugim pa tudi to, kar se mi je zdaj zgodilo, ko sem prepeval v Stožicah, ko je prepevalo 13,000 ljudi z menoj Silvestrski poljub, kot lahko rečem, skladbico, ki tudi spada pod moj evergreen, ne. Kolikokrat ste ga zapeli? Bi si upali ugibati? To pa res velikokrat. Kot vedno rad omenim to, da mi veliko ljudi pride tudi med poletjem, ne? Naprimer junija ali julija, pa ti pride reče pa, če bi tu pesem zapel, ne? Jaz sem že tega že vajen, ampak od začetka sem se mogel prav z ljudmi pogovoriti s neko, pa oprostite, ampak to zdaj ne paše, ne? Ker to je rekel, nič za to, je rekel, vse to je pesem, ne?
ki ga na kaj nekaj spominja, ne? Ker jaz še vedno pravim, to vedno tudi rad povem, da je zame pač glasba ena lepa življenjska kulisa, in to verjetno za veliko ljudi, ne? In veliko ljudi se spomni določene pesmi, določenega trenutka in potem je to povsem nekaj drugega. Ko slišiš to pesem, ti pridejo spomini nazaj, ne? In jaz tudi vem, da je veliko takih skladbic, tudi meni je veliko nekaj pomenilo, ne? Naprimer, mi smo se takrat v tistih letih ozirali tudi malo na tujino, ne? Ker lahko rečem, da skoraj vsi glasbeniki v Sloveniji, pa tudi marsikje v Evropi, smo vedno gledali svetovno elito, ne? Ker jaz sem bil izredno užival v Mariboru, ko je bil na koncertu, mislim, marsikateri slovenski glasbenik na koncertu Ray Charlesa ali pa na koncertu B.B. Kinga. To so bili velikani, svetovni velikani, ki so prišli tudi v Slovenijo in to je povsem normalno, da je to en lep spomin. Po komu vse ste se še zgledovali na začetku kariere? Mogoče ste imeli kakšne idole, navdihe? No, jaz sem imel to srečo, da, kot sem že prej omenil, da mi je bila velik zgled ravno moja profesor Končičeva, ona je bila operna pevka in mi je tiste osnove, ki se ti naj zgodijo ali pa ki se jih naj ne lotiš, če prepevaš, da ti pomaga to, ne? Naprimer, veliko takih stvari je, ko se potem jih upošteva, kaj mi je rekla, ne? Veliko stvari je, mogoče nekaj malo pa jih ni, ker pri resni glasbi je kot vokalist povsem drugačen način prepevanja, ne? Tako da več ali manj v manjšem obsegu tudi ločujemo izvajanje enega vokalnega solista v zabavni glasbi ali pa v resni glasbi ali pa v narodno zabavni glasbi. Določene razlike so tu, ne? Ker vemo pa, da pri vsakem izvajanju, da vi boste težko ločili trobentača od trobentača, ne? Ali pa saksofonista od saksofonista. Veliko lažje boste pa prepoznavali en glas enega pevca od drugega pevca, ne? Jaz ne morem biti Tom Jones pa ne more biti Alfi Nipiš, ne? Mislim, ker to je barva glasu, dinamika petja, barva glasu in pa način prepevanja, ne? Tako da je v vokalu veliko lažje ločiti pevca od pevca. Koliko pa se mladi slovenski glasbeniki kaj zatekajo po nasvete k vam, po kakšne usmeritve? Veliko je takih, naprimer, jaz sem marsikomu že rekel, da moraš ti ustvariti svoj način prepevanja, svoj način interpretacije, ne? Ker ljudje, naprimer, to mi je rekel enkrat, vsi poznamo in vemo, kdo je bil Ivo Robič, ne? Ivo Robič je bil tudi izven jugoslovanskih meja Mr. Morgan, ne? On je dosegel tudi izven jugoslovanskih takratnih meja svoje ime, ki je bilo kar precej povzdignjeno. In on mi je rekel, če te ne prepoznajo v prvih 8 taktih, če te ne vejo, kdo si, potem je to slabo. Če te pa prepoznajo, ko ti 8 taktov zapoješ, pa reči, to pa je ta. In rekel, si pa dosegel velik uspeh. Pa spremljate kaj narodno zabavno glasbo v Sloveniji zdaj? Mlajše izvajalce je dobila nekako nov zagon v zadnjih letih, ne? Veliko je ansamblov, veliko mladih bi radih uspelo v narodno zabavni glasbi. No, tega, kar sem zelo vesel, je to, kar vedno rad povem, ne? Naprimer, vi ne boste v Italiji slišali več druge glasbe kot pa italijanske. Oni vrtijo italijansko glasbo. Vi ne boste na Hrvaškem slišali več tujih glasbenikov pa tujega vokala kot hrvaških. In jaz pravim, da je to lepo, ker moramo imeti en spoštljiv odnos do svoje domovine, do svojega jezika in potem to čutiti tudi takrat, ko nekako poslušaš radio, pa rečeš, doma sem. Ne pa ti poslušaš radio, pa rečeš, kaj pa to? Mislim, sploh ni slovensko, ne? Mislim, nekje moramo
čutiti, da smo v svoji domovini, da smo v svoji deželi in da tudi imamo svojo glasbo. Ne? Vi ne morete reči Srbu ali pa Hrvatu ali pa Bosancu, da njihova narodna glasba nič ni važna ali pa da ni v redu. Oni imajo en spoštljiv odnos do svoje narodno zabavne glasbe. Vi ne morete v Afriki reči, ko boste poslušali 1 uro bobn in ko vsi padejo v trans zaradi bobna, samo zaradi bobna, da to ni dobro, da je to slabo. Oni imajo spoštljiv odnos do svoje narodne muzike in to je njihova narodna muzika. In naša narodna, če še pa še tu mogoče reči narodno zabavna, je tudi naša narodna zabavna, ki je prečesala en lep del Evrope in tudi izven naših meja. Nam so rekli v Ameriki, ko smo bili prvi zdravstveniki v Ameriki, da bi sigurno ta glasba uspela tudi v Ameriki, ker je nekaj čisto drugačnega kot vsaka druga zvrst glasbe. Ampak je rekel, morate pa tu živeti. In takrat smo vsi rekli, če je to tak, potem imamo mi že Ameriko v Evropi. Ker takrat smo rekli, mogoče smo kakšno leto res že prestari, da bi se zdaj selili zaradi našega glasbenega ustvarjanja v deželo, kot je, na primer, tak daleč stran od domovine. Ne? In bili smo veseli, da smo gostovali v Ameriki, ampak da bi se pa preselili tam, pa niti eden ni bil za to. Ne? Za Avseniki ste veliko prepotovali, 19 let ste z njimi imeli koncerte. Se vam zdi, da je bila v tujini kdaj ta glasba bolj cenjena kot pri nas? To že na samem začetku. Ne? Ker z Avseniki sem jaz na 42 velikih vinilnih ploščah. To je bilo, meni se zdi, okrog 17 ali 18 normalnih plošč, pa še razne plošče, ki so bile potem nekako sestavljene iz drugih plošč. Ne? Lahko rečem, da ko ti prodaš 38 milijonov plošč, ne? Jaz jih imam 16 ali koliko zlatih plošč, pri vsakem milijonu razprodanih plošč smo mi dobili, vsak je dobil zlato ploščo. Vsaka 10 je bila diamantna in ko smo dobili 10 diamantno ploščo, smo dobili od države, torej od Nemčije, doživljenjsko delovno vizo, to je bila nagrada, in doživljenjsko dovoljenje za bivanje na nemško govorečem področju. To je bila takrat ena, lahko rečem, od posebnih nagrad države, da si ti pri njih ustvaril nekaj tako velikega, da so ti dali to za zahvalo. In ko sem prišel vedno, kadar smo dobili zlato ploščo na mejo, vse od začetka potem se to uredilo, so zahtevali, da bi mogel plačati carino, ne? Ker bila tu so rekli, določena folija, tam zlata gor in ta folija je bila tudi vtisjena kot normalna plošča, ampak ko smo rekli, potem morajo vsi tisti, ki dobijo zlato medaljo, kjerkoli, bi mogli plačati davek. Ne? No in potem se je to uredilo, tako da nismo bili več težav s tem. Ne? Veliko ste prepotovali z Avseniki, verjetno je bilo tudi naporno, ne? Ni bil samo ta blišč in oboževalci, ampak na 1000 kilometrov. Kako ste zdržali ta tempo? No, to sem velikokrat razložil, če verjetno kdo je tudi že slišal. Jaz sem po 10. letu, nekje 11-12 leta sem jaz, kot po domače rečem, že malo zakuhal, ne? Ker mi je bilo to veliko breme, mislim, potovanja, ne? In mi smo imeli, na primer, prvih 12 let, ko sem jaz bil pri Avseniki, smo imeli na mesec 12 koncertov. 21 koncertov. Vsak dan smo imeli 21 dni, potem sem šel za 4-5 dni domov in spet nazaj. S tem, da smo bili julij in avgust prosti. Vsak januar smo pa v Berlinu snemali za Teldek, za Telefunken, za takratno največjo založniško hišo v nemško govorečem področju, novo ploščo. In to je bilo veliko, kako bi rekel, ne bom rekel breme, ampak veliko napor, ne? Ker smo bili ogromno z doma, ogromno na cestah in ogromno po dvoranah. Mi smo bili vsako drugo leto razprodani v Berlinski filharmoniji,
ki smo imeli tudi enkrat priliko sreča Funkarja, kar zraven. Funkarja je bil takrat eminenca resne glasbe in pa veliko ime. In to so bile te stvari, ki so zahtevali pač določen napor v kilometrih, v izvajanju, ne. Vsak večer koncert, ne. Jaz sem bil na primer 2-krat za čisto ta pravo gripo z vročino na odru, so me skoraj pripeljali zavitega v eno odejo, ker mi smo imeli, to je bilo 5 glasbenikov in 3 pevci, to ni bil big band, ker ne boš pogrešal 3 ljudi. Ne, to je imel vsak svojo štimo, vsak svoje mesto in če si manjko, je bilo pa zelo naporno. V 19 letih sem manjko samo enkrat, pa ne po svoji krivdi, in to je bilo v Salzburgu. Šli smo čez Šladmik in tam nas je ujela nevihta snežna, in ker smo šli malo prepozno, ker je Svetetova, ki sva se skupaj peljala, rekla, pa kaj bomo tam par ur prej, ne? Ampak smo bila potem pa 1 uro pa prepozna. Ne? Boljše, če si par ur prej, kot pa 5 minut prepozno. Ne? Tako da od takrat dalje smo si res to vzeli k srcu in v glavo, da smo bili rajši vedno prej v tistem mestu, ki je bil koncert, kot pa prepozno. Ste pa tudi še danes v odlični formi, kot ste mi povedali, ko sva se dogovarjala za intervju, imate polno nastopov, ne, v decembru. Kako vzdržujete kondicijo? Še zdržite na odru tak tempo? Ja. Jaz sem se navadil na ta valovanja. Ne? Ta valovanja, v tem mislim, da v določenem mestu, naprimer kot je januar, je bolj umirjen. Februar delno, ker je to pustni prazniki, pa to marc, april, ne, je še tudi malo bolj umirjeno, potem se pa začnejo poletni nastopi od zunaj, ki se potem prevesi v jesenski del, kjer je mogoče, kar se Slovenije tiče, malo več stvari se dogaja na Štajerskem, jesen, pa Štajerska, pa Slovenske gorice, pa to, če povežeš malo, ne, in potem zimsko obdobje, pa spet zajema razne prireditve notranje, ne, in tudi zunanje. Naprimer, boste videli, da je veliko silvestrovanj na prostem, ne. Naprimer, tudi en taki praznik, ki ni samo več na Štajerskem, martinovanje, mislim, kot mošt gre v vinček, ne, in takrat se pač prevesi vse v to zabavo, kar je pa povsem normalno. Če pogledate vi, naprimer, konkretno to, v tem trenutku sem se spomnil, München na Oktoberfest, se ve, kaj je to. To je praznik piva. In takrat pač ljudje, to je en izgovor, obarvan, češ, pivo, Oktoberfest, ne. To so razne prireditve, kot je bilo včasih v Mariboru, Mariborski teden. Ne? To je bilo na razstavišču od spodaj, je bilo vse v stilu jeseni in jesenskih prireditev. Ne? Tako da tega več tedna ni, so pa na drugi način spet povezane zabave, ki so v septembru in predvsem povezane tudi z tem martinovanjem. Ne? Ko ste omenili martinovanje, zdaj zasledila sem nekje, da že 20 let ne pijete alkohola, tako da za vas je verjetno martinovanje bolj druženje, ne? No, jaz sem imel tudi pred kratkim imene zdravstvene težave, še pred tem sem pa imel, ne vem zakaj, veste, če vi 20 let ali pa 30 let hodite in danes ste za zajtrk tu, jutri ste za kosilo tu, ne, pri večerji ste pa spet v drugem lokalu, ne, in to se vrti z leta v leto, iz desetletja v desetletje, prebavni trakt pa zahteva svoj red, ne. In jaz sem imel 4-krat akutno vnetje trebušne slinavke. In to je bilo zdaj 1 leto nazaj, sem bil spet, to je 4-tič, sem šel k temu kirurgu, kateremu se zdaj globoko zahvaljujem in mi je zelo pomagalo, mi je dejal, Alfi, slinavki žolč nagaja. Ja, si rekel, kaj pa zdaj? Je rekel, žolč bomo mogla ven vzeti, ne?
Sem rekel, kdaj? Je rekel, jutri ob 11:30. Sem rekel, kaj ob 11:30? Je rekel, kaj bi še rad en teden o tem razmišljal? In jutri ob 1:00 sem bil gotov. In zdaj imam mir. Ampak to lahko, to ne smem, to lahko, to ne smem, pa to lahko, pa to ne smem. Mislim, povsem normalno je, da če imaš poškodovano nogo, ne boš ravno po tisti nogi skakal. Ne? In tako je tudi z drugimi bolezni, da pač se treba malo paziti. Ne? Ni mi težko, ampak se res držim tega. Ne? Tako da sem določene stvari črtal, tisti 2, 3, tako da ne bi imel spet kakekoli težave. Ker to pri bolezni je tako, pač tega sem se zdaj že nekako ne poslušal, da en čas gre, pol pa se zatakne, moš potem težave. Tako da boljše prej preprečiti in se tega držati, pa verjetno imaš mir. Ne? Kako pa si sicer vzamete čas zase? Kaj imate najraje? Sprehode v naravi, branje, kaj vas napolni, kaj vas sprošča? No, najprej bom rekel to, kar že en čas govorim, ne? Na vaše vprašanje. Moj prvi govor in kratek bi bil letom primerno. Ste še do pred kratkim smučali, ne? Nekaj let nazaj ste še smučali. Pred korono še 1 leto nazaj sem smučal, ampak to je bilo v tujini, sem jaz prismučal, ker sem se rad tudi malo tu pa tam spustil, ne? Jaz smučal sem od malih nog, ne? Pod Pohorjem sem bil doma in to je posebno normalno, da smo hodili fantje tja smučati. Sem se spustil in zadnji trenutek sem videl eno gručo ljudi in sem se maknil tej gruči, ne? Ker sem videl, da imam pa levo prosto, sem zapeljal v tisto smer in mi je vrglo zelo visoko in sem zapičal, hvala Bogu, v en kup snega, ki ga je ratrak nabral, ne? In ko sem tam bil tako do pasu v snegu z smučmi, ne? Sem rekel, če pa zdaj tu pridem ven, sem rekel, pa ne bom več smučal. Sem rekel, to pa zdaj bo opozorilo. Jaz sem rekel, če tu pridem ven cel, ne volomljen. Ne? In se vam ni nič zgodilo? Ne, ko sem bil v luftu, ne, sem vedel, da zdaj pa, kar bo pa bo. Ne? Ampak hvala Bogu je bil tisti sneg, je bil tako mehek, da me je pogoltnilo, tako mislim, še od pasu gor. Ne? In sem se skobacal ven, tam sem rekel, zdaj pa, ne, rajši ne. In ste zaključili smučati. Najhujše je, kadar si ti polomljen in imaš lahko potem še leta in leta posledice. Ne? Zaradi ene ljubiteljskega, kaj jaz vem, bi rekel, športa, takrat sem dosti o tem razmišljal, sem rekel, ne, pa reč ne bom več. Ne? No in od takrat dalje ne smučam. Ne? Potem kaj se sprehajate, se družite s prijatelji? No to vedno tudi rad rečem, da sem tudi eno pesem sem napisal med mojimi temi avtorskimi, ko so me dosti ljudje spraševali, odkot sem rekel, vedno, jaz sem pa tam doma, kjer se Pohorje vidi. In to je tudi ena moja pesem, ki sem zdaj posnel, tudi video sem posnel. In jaz veliko krat idem na Pohorje, ker jaz sem imel pred kratkim, večkrat, ne letos, 3-krat, sem imel gosti tukaj iz Floride. Ne? Kot sem prej, jaz sem bil 8-krat v Ameriki in Kanadi, med drugim sem bil tudi kar nekajkrat na Floridi, pa sem se ustavil pri teh kolegih in zdaj, ko so bili tukaj, pa so mi rekli, da gremo na Pohorje, ampak slučajno, takrat žičnica ne delala in smo šli pa to okolj. Pohorje še vedno, ravno z Vogrincem, ne, s kolegom Tonjetom Vogrincem smo se pogovarjali, katero mesto pa ima tako velik hrib pred nosom. Med drugim v Sloveniji Maribor. Ne? Ko ti lahko greš na primer na žičnico in se v 10 minutah na 1000 metrov. Jaz se večkrat pohšalim, ne? In to sem tudi večkrat naredil. Kam greš? Sem rekel, grem na 1000 metrov na kofe. Rekel, kaj ste zmešalo? Sem rekel, kako zmešalo? Žičnico grem na Pohorje, pa grem na Belvino kavo. A ja, to si mislil. Ne? In je res to, ne? Se tudi v Ljubljani tudi lahko greš na grad, samo ni pa 1000 metrov. Ne? Če greš pa na Rogle, pa že skoraj 1500. Ne? Tako da je Maribor ima to lepo točko. Jaz vedno primerjam Ljubljano pa Maribor kot Dunaj pa Baden. Tam imamo nekaj prijatelji, nekaj šolce, se večkrat srečamo. Baden je bolj umirjeno mesto, bolj turistično obarvano. Z urejenimi parki, z urejenimi starimi
hišami, ki so obnovljene, mislim, urejene. In tam ljudje hodijo se umiriti, počivati, uživati. In to si tudi želim, da mogoče Maribor gre v to smer. Ker jaz poznam ogromno ljudi, ki hodijo v Ljubljano delati. In vsakemu rečem, zdaj pa ti pove, koliko ti rabiš, da priješ do službe, pa koliko rabiš, da priješ do službe nazaj. Pa se vsak zgrozi. Ne? Jaz poznam kar nekaj ljudi, da ne rečem z Celja, z Mariborja, ki hodijo vsak dan v Ljubljano delati. Ne? In sigurno vejo ti ljudje zakaj. Ali zaradi ekipe, ali zaradi zaslužka, ali zaradi, ne vem. Ne? To mogoče, kot sem dejal, ravno primerjam z temi 2 mesti v Sloveniji, pa 2 mesti sosednje Avstriji, ker je pač Avstrija naša soseda. Ste si pa vi ženo ustvarili svoj raj na zemlji nekaj kilometrov ven iz Maribora, ne? Ja, to sem si vedno želel. Jaz sem drugače rojen v Mariboru, živel sem za svojimi starši tudi v Mariboru, ampak vedno sem imel nekam v glavi, neko željo, da bi pa nekam šel malo ven, izven, ne, da bi bil na deželi, ne daleč stran od centra, ne, ker jaz sem 10 kilometrov iz Maribora ven, to sem pred 40 leti kupil od ene gospe, eno, kako rečejo, to posestvo, ki vse, kar je več kot kaj zdaj, 1 hektar, to že lahko rečemo majhno posestvo. Ne. No in tam sem hotel to hišo obnoviti, ampak ni bilo več mogoče, ker te, kot rečejo, brunarci ali pa te hiške, ki so bile narejene za tisti, ki so bili v službi velikih lastnikov raznih zemljišč, so obdelovali to zemljo in so imeli potem tudi to, da so lahko tam starovali. Ne? Ampak žal so bile te hiše nekatere na dobri podlagi, no tako sem jaz to te gospe kupil, je pa bila direktno na zemlji in je bila že vse trulo, spodaj, mislim, je bilo že vse nagniljo, mislim, ni se dalo več popraviti. In sem mogel pač na novo zidati. Zidal sem pa bajto 17 let, ker nisem bil redno zaposlen, tudi na banki nisem dobil kredita. Pa je pač to počasi raslo, ampak zdaj sem že kar, odkar smo naredili, tam živim in res mi je užitek, ko grem ven in čutim, mislim, ali to sam tisti občutek, da lahko globoko vdihneš. Ker nisi v mestu, nisi v centru, ne čutiš nekaj tistega, kaj zdaj, kot zdaj pravijo, zraka, ki je od avtomobila, od tovarn, od dimnikov, da si nekaj na deželi in da imaš mogoče malo drugačno občutek kot pa v mestu. In tam je vaš raj na zemlji. Bi lahko rekel, ja. Verjetno bo omenjen tudi v vaši biografiji, ki prihaja. Sem prav zasledila, ja, da je že spisana. Moja biografija je končana, ampak zdaj imam toliko terminov, da ne morem priti do tega, da bi rekel, zdaj se začne tiskati, imam pa končano, celo v avto imam probni otis, da pregledam še karekoli v tekstu, če nekakšno ime, je pa zelo odlično opremljeno. Jaz imam tam na 300 straneh, lahko bi rekel, da jih imam okrog 500, če bi vse seštel, okrog 400-500 slik. Slikovno opremljeno. Ne? Ker tam so tudi vse moje plošče, ki sem jih posnel, ne? Potem vse plošče z Avstriki, tako da je tudi ena biografija to, ki pokaže tudi vse te stvari, ki sem jih v teh 62 letih naredil. Ne? In to bo res moj največji spomin v besedi in sliki, ravno prav ta moja biografija. Bomo mogoče kaj zanimivega novega izvedeli o vas? Je kakšna prav posebna anekdota noter? Veliko, tudi sem se že dogovarjal, zdaj so me klicali iz Toronta, tudi iz Avstralije so klicali iz teh klubov, če bi lahko nekaj poslal, ne? Tudi iz tega muzeja Polka Hall of Fame, to je kar zelo dobro opremljen muzej, ki je v Ameriki, ne? In meni se zdi, da bo kar treba kar nekaj 100 knjig poslati ravno v tujino. In zdaj predvideval, da bom tudi naredil potem v preved dal v nemškem jeziku in pa angleškem. Ne?
Tako da bom tudi tem klubom, kot sem prej dejal, da sem bil konkretno v Chicagu, za katerega jaz smatram, če ni že največji, pa je to od največjih klubov, ne, bom mogel poslati določene te, ker so tudi slike, ko sem bil tam, tako da je to en spomin v besedi in sliki teh mojih 62 let glasbenega ustvarjanja. Imate v tujini še vedno močne baze oboževalcev, vas še prepoznajo, ko kam pridete v Nemčijo? Ja, pred enim mesecu so me klicali iz Brazilije, 2 kluba, da bi bilo lepo, če bi se kaj oglasil, ampak če sem čisto iskren, je pa malo daleč. Kar je pa zadnji mesec presenečenje, da dobim 20. januarja posebno državno odlikovanje z Madžarske za širjenje svoje kulture v Evropi in po svetu. To me je pa prav močno presenetilo, mislim, to vabilo, ne. In 20. bi naj bil v Budimpešti, kjer mi bodo to priznanje, to odlikovanje dali. Do zadnjih nekaj let je še bilo kot eno priznanje kot častni občan mesta Maribora, potem tam te občine, kjer stanujem, od Pahorja odlikovanje za življenjsko delo in tega se je kar nabralo, tako da zelo sem vesel tudi, da sem dobil v Clevelandu od guvernera države Ohio posebno priznanje za širjenje slovenske kulture v ameriških tleh in pa, kar mi pa veliko res pomeni, ko smo z Avseniki nehali, 1990. leta me je Slavko poklical, če bi se oglasil pri njemu, tam sta bi oba dva čakala, Vilko in Slavko, se škoda nije zato, da bi pokazal, sta mi dala zahvalo za vse, kar sem naredil za ansambl bratov Avsenik. Kot sem že prej omenil, moj glas je na 42 vinilnih ploščah. Na 42 ploščah in to je res en spomin, ki me bo tudi spremljal do svojega zadnjega trenutka, ker to lahko vidiš in slišiš, ne. To je še posebej eno zadovoljstvo, ki ga glasbeniki imajo, kadar kaj ustvarjajo, ne. Kje pa hranite vse te številne nagrade? Imajo verjetno prav posebno mesto. Zdaj je še doma, 4 jih je v dnevni sobi, 3/4 pa v posebni shrambi, bojo pa vandrali spomladi v moji vasi, so iz stare šole naredili en muzej in na potem prepričevanje, jaz sem to hotel narediti v Mariboru, kjer sem se rodil, kjer sem od začetka živel, ampak potem sem res se odločil, da bom pa ta muzej, če se je že to zgodilo, pa naj bo v tej vasi, kjer zdaj živim. In v spomladanskem mesecu, mesec aprila, pred majem bo pa otvoritev tega muzeja. Se pravi, res v 62 letih se veliko nabere, ne. Zdaj sem samo enih par stvari omenil, ne. Drugač, najbolje je to vedno pokazati, ne. Naprimer, kaj jaz vem, zlata plošča Silvestrski poljub, ne, ki mu je dal Dušan Velika Vrh. On je imel založniško hišo Korona in pri tej Koroni sem dobil že 2. leto, potem ko sem jaz to posnel zlato ploščo prav za to pesem. Prej ste omenili Slavka in Vilka Avsenika. Spremljate zdaj kaj nadaljevanje te vaše dediščine, vnuka Saša, kako nadaljuje to vaše poslanstvo? Ja, mislim, to je simpatično, vse ta glasba se naj nadaljuje, ne. Nimate vi mladih Rolling Stonesov, mladih Beatlesov. Mladi Avseniki so se pa pojavili, ne, ker je tu pač sin od Slavka Avsenika, mislim, oba dva sinova sta glasbeno, ne, vzgojena in tudi zdaj vnuk Sašo, ne. Vidim, da gre s to glasbo naprej, moram pa reči, da je še vedilo kar nekaj takih ansamblov, ki zelo dobro obvlada to glasbo in je tudi vedno non-stop nosijo čez meje, kar je zelo dobro. Vi lahko greste zdaj na Dunaj, pa odstavite 10 ljudi in 7 od teh ljudi bo vedelo, da je to Oberkrainer Avsenik. In to ime smo mi zabetonirali že takrat na nemško govorečem področju, ne. Mi smo
gostovali Avstrija, Nemčija, Švica in pa vse sosednje države. Začenši z Italijo, Südtirol, pol pa Belgijo, Holandijo, Francijo. Mi smo ogromno igrali po Franciji. Mi smo celo imeli za vsaki deželi tudi pesem, konkretno o francoskem delu, ki je v Saarbrückenu čez mejo, ne, ki je znano tudi po odličnem vinu, ne, po odlični dobri kapljici, smo veliko tam igrali. Tako da tudi tam, v tem delu Francije, zelo dobro poznajo tudi slovensko zvrst narodne zabavne glasbe in pod imenom Oberkreiner, pač takrat je to padlo ime zraven Avsenika, ki so rekli, odkot fantje prihajajo, tudi nadkrajnci so, nadkrajnci, nadkrajnci, Oberkrajn. In to se je nekako prijelo, pa ta vzdevek še vedno gre. Ne. Se pa imaš ti Oberkrajner ta, pa Jumika, tega vrdost. Ampak to je vredo. To je vredo, da grejo ti fantje in oznanjajo s to glasbo, ne samo doma, tudi v tujini. Tako da je veliko takrat samlo. Kako pa gledate na to, da se ta narodno zabavna glasba tudi veliko meša z drugimi slogi? Vam je všeč to? Pozdravljate to? To je normalno. Poglejte iz drugih vrsti glasbe. Če vi zdaj primerjate eno opero, izvedbe ene opere pred 50 leti, pa zdaj to opero zdaj pogledajte. Če si zaprete ušesa, pa samo gledate, pa boste rekli, vse to ni to. Samo to je normalno. Vsaka stvar se s časom spreminja. Tudi način zabave se spreminja. Prej smo imeli v vsakem hotelu živo glasbo. Zdaj v celem Sloveniji ni žive glasbe. V kakšnem hotelu ali na kakšnem plesišču. Prej so bili mladinski plesi v vsakem mestu. Prej je bil v vsakem mestu klub mladih. Tega več ni. Kdo si pa prej lahko privoščil za rojstni dan, da mu pride ansambl igrati ali pa en pevc prepevati. Torej, način zabave se z generacijami menjuje. In to je posebno normalno, zato ker, če gledate v katerikoli drugi smeri, pa ne v športu, v modi, v načinu zabave, vse se s časom prilagaja tistemu času, ki ga spremlja v določenih letih in pa v desetletjih. Tako, kot smo se prej zabavljali. Jaz, na primer, prepeval že tudi za ansambl Bertija Rodoška v HLC pred 60 leti. So bili mladinski plesi, zdaj tega več ni. Prej imela vsaka gimnazija ob nedeljah ali pa v soboto popoldne mladinske plese. Jaz vem, da zdaj niti v eni gimnaziji ni mladinskega plesa. Maribor je bil na drugi državni in na prvi gimnaziji. Vsako nedeljo mladinski ples, popoldan, ne zvečer. Zdaj tega več ni. Omenili ste zabave, rojstne dneve. Vas kaj vabijo, nastopate kaj na teh zasebnih zabavah kot tudi presenečenje? Še radi odzovete? Ja, že leto sem to ogromno prepeval. Naprimer, zdaj pred kratkim sem prepeval na srečanju delavcev Zavarovalnice Sava. Enkratno. Bilo je okrog 500 ljudi. Takrat se ljudje zberejo, pa se tudi v določenih trenutkih malo razveselijo, se srečajo malo na drugačen način kot v službi. In takrat ti zabava in to je nekaj prijetnega, da ljudje tisti vodilni razkirajo tudi en dan ali pa nekaj trenutkov, da se zberejo vsi tisti, ki ustvarjajo, delajo za to inštitucijo, da imajo enkrat na leto tisti nekaj ur zase in ne samo za delo, za zabavo. In to je, kot rečem, jaz vedno kapo dol tistim, ki to dovolijo. Ker to je ena lepa gesta enega podjetja, ene ustanove, inštitucije, da tudi na en način se zahvali svojim delavcem za to, kar delajo vso leto. Gospod Alfi, počasi se bližava koncu najnega pogovora, pa me vseeno zanima, nisva še omenila, kje boste za Silvestrovo, kje boste silvestrovali, kje boste zapeli znameniti silvestrski poljub? Ja, jaz bom zdaj po pravici povedal, jaz sem imel 4 ponudbe, ampak jaz sem bil pred enim mesecem operiran na hrbtenici. Kot po domače rečem, imel sem zadaj 12 klamf, ne? Ali šivajo, ali pa zaklamfajo, ne? Moram reči, da me še vedno malo, kako bi rekel, opominja, ne?
da naj določene stvari še naj ne počenjam. In če greš kam pet za Silvestrovo, ti si lahko gost večera, potem si ti na odru, recimo, kaj zdaj, niti uro, ne? Ti si lahko gost z 5-6 skladbicami, ne? Ampak jaz sem imel ponudbo, to, kar sem do zdaj delal. Do korone sem delal, jaz sem pripeval, naprimer zadnji 3 leta v Moravcih, v hotelu, v velikem hotelu, ne? Ampak od 8 do 2. Od 8 pa 9, 10, 11, 12, 1, 2, to je 6 ur. Torej, 6 ur še glih ne bi bilo dobro zdaj po moji operaciji, da bi pa zdaj letos šel prepevati. In bom po 58 letih lahko rečem to, kar sem že na začetku omenil, ne? Pa 5. doma. Božena vesela. V svojem krogu domačih. Zdaj ob koncu leta si radi zaželimo lepe želje, pa me zanima, kaj si želite mogoče zase v novem letu in za vse nas, za Slovenijo? Ja, saj veste, naj ne izgleda izrabljena fraza, to, kar si res vsi želimo, jaz mislim vsaj, da si želimo zdravja, ne. Mene je zadnjih nekaj let kar precej dotovklo, ne. Jaz, na primer, ko sem bil po koroni, meni je korona, jaz sem bil po koroni 14 dnevih čist pri sebi, ampak meni je takrat pa udarila pljučnica, ne. In to taka, da sem že malce upal, ampak povsem umirjeno, nisem mogel hoditi, bil sem na enem na Pohorju, bila ena taka varianta, kjer so rehabilitacija, je bila tam po določeni bolezni, jaz sem se mogoče ne bo kdo verjel učil hoditi, ne. Jaz sem bil 1 mesec pa pol v postelji in ko sem stal, nisem mogel več stati. In to, kar si zdaj želim, da me to več ne bi, da ne bi več tega kaj takega doživel, kar sem doživel, ne. In tega si res želim, drugače pa posebnega zadovoljstva, ne, in pa takega, kako bi rekel, vzdušja, ki ga imam zdaj v družini, z sinovi in pa z soprogo, mislim. To je nekaj najlepšega, kadar se vedno rad vračaš domov v svoj krog tistih, s katerimi si vedno želiš, da si skupaj. Najlepša hvala za te besede, hvala, da ste si vzeli čas v tem natrpanem urniku in prišli k nam v goste. Tudi jaz vam želim vse dobro in da boste še velikokrat zapeli Silvestrski poljub in vse vaše ostale prelepe pesmi. Hvala lepa, tudi jaz vam želim vse dobro, mislim, predvsem zdravja in pa osebne sreče in pa vsem vašim bralkam in bralcem in tisti, ki bojo gledali in poslušali to, kar so se vidva zdaj pogovarjali. Res vsem vse dobro, vse najboljše in naj tako ostane v naši deželi, v naši lepi Sloveniji, tako kot je sedaj, ker lahko rečem, da smo še vedno lahko srečni, veseli, kjer živimo, v taki domovini, ki jo imamo mi v Sloveniji. Lepše ne bi mogla zaključiti. To je bil Šokcast. Hvala, da ste bili z nami in vse dobro.